Torej, tvoje učke so se v tem trenutku naslonile na klasično ameriško mišico na Forda Mustanga. Ta Mustang je toliko hujši od navadnega, da rab še dve dodatni ogromni luknji za srkati zrak. Če greš na YouTube in vtipkaš Komotar pa Mustang, boš po moje najdel, pa zdaj res na pamet govorim, vsaj ene 5, 6, če ne 7 vlogov. Tako da danes ne bomo govorili o Mustangu na splošno, ker se mi zdi, da ga vsi že fejst dobro poznamo. Govorili bomo pa točno o tej izvedenki, ki je pa tako zelo posebna. Torej, tvoje učke so se v tem trenutku naslonile na klasično ameriško mišico na Forda Mustanga, ampak a veš, da ima prav tale poseben ime, zdaj ga boš zagledal. Vidiš, kaj piše? Mach 1. Pa človek vpraša, ti posluša, to je nekaj novega, pa jaz rečem, ja pa ne, zato ker tole je čist nov Mach 1. Predtem ga ni bilo, sam da v resnici že bil. Te prvič leta kdaj? 1969, pa pol še enkrat vmes, pa pol 2.1, 2.3, nekaj takšnega. Pol pa dolgnač, zdaj smo pa tukaj. No in če ti nekaj poimenuješ Mach 1 in se tako očitno naslonaš na enoto za hitrost, ja pol je menda boljš, da je zares hiter. In tale Mustang je v primerjavi z običajnim V8 izboljšan v marsičem. A veš, ker Ford je tole mišico posebej prilagodil za tiste voznike, ki so daleč najbolj zahtevni. A veš, kateri so to? Ja, stari tisti, ki hoče sem pa tja s svojim avtom pogledati tudi na pisto. Zdaj, vse skupaj se začne že z detajli, pa s posebnimi barvami, pa posebnimi oznakami, napisi, nalepkami in tako naprej. A ja, pa mimogrede, ne, tele bule, tele luknje so fake, ampak vsem izgledajo kar precej grozne. Češ, ta Mustang je toliko hujši od navadnega, da rab še dve dodatni ogromni luknji za srkati zrak, ampak, veš, nič od tega. Malo krasja, ampak nič hudega, ker izgleda res dobro. Ok, pejmo naprej, pejmo na ostale detajle, ki ti v dozuni dajo vedeti, da je zares poseben. Mogoče za začetek kar front splitter. To veš, čemu služi, ne? Veš, splitterji na športnih avtomobilih skrbijo za dodaten potisk vozila k tlom. In če temu dodaš še druge dodatne aerodinamične elemente, recimo tale spoiler, in če spoilerju dodaš še izrazit difuzor, ki je v primerjavi z navadnim Mustangom izdatnejši, pol hitro ugotoviš, da to pomeni za 22 dodatnih odstotkov napične potisne sile, ki ga potiska oziroma lepi k tlom, takrat, ko to nuca. No in to v tej enačbi pač pomeni zelo veliko. So pa aerodinamični dodatki samo en del celotne zgodbe. No in če vsemu temu pazi, da je dodaš še dodatna rebra za usmerjanje zraka v zavore, pa Brembo 6-batne zavore. Stari 6-batne zavore ne najdeš kar tako na serijskem avtu, zapomni si to. Lej stari, to so te žlajfe, pa tudi platišča so posebna. In ko že govorimo o bremzah, ne, ta Mustang se je sposobni 100 na uro ustaviti v 32 metrih. Pa dodatno zaprto dno vozila, popeglano krmiljanje, ta avto je res prijetno odziven, glede na to, kaj voziš, stari. Veliko jebeno macolo, pa izredno kratek menjalnik z izjemno natančnimi pa kratkimi hodi z belo kuglo na vrhu. Pazi zdaj, prva, koliko je bilo to? Aha, 3-4 cm maksimum. Druga, vse skup nič, stari. Odličen menjalnik in če bi jaz segel do Mustanga, bi zagotov zbral ročnega, kljub temu, da mi zdrava pamet prav gužve, pa 100 enih drugih stvari, ki bi ti avtomatik res prebošal, ampak ne, če je tak, vzamem tega takoj. Pa kaj imamo še? Dodatni hladilnik motornega olja, pa bolj toge vzmeti, pa širše gume. Ja, stari, no, pol na koncu, če se ti mal sanja, kako je treba avto voziti, pa če imaš mal feelinga za to, da prepoznaš razlike, ugotoviš, da je to čist drug avto. Pa da se razumemo, ne, še vedno gre za razmeroma ukoren izdelek
izdelek, ampak ko mu enkrat začneš zaupati, se pele ne samo zelo dobro, pele se odlično. In dejansko zna vso maso, pa veš, da niti ne vem, koliko točen tehta, zelo dobro nadzirati. Jaz ti pa iz lastnih izkušenj povem, da je vse to, kar sem ti naštel, dejansko naredilo razliko v feelingu, ki si ti za volanom, in to je daleč najbolj pomemben. Mimogrede, ti meni lahko cel dan plozaš, kako je Mustang težek, pa da je narejen za ravnino, jaz ti pa lahko cel dan govorim, da pravzaprav sploh nimaš prav. No, pa recimo, da smo karoserijo pa dodatke obdelali, dovolj mi, da ti pokažem še kabino. Dajmo se najprej osredotočiti na Recarovi školjki, ki držita zares izjemno dobro. Jaz priznam, da če pa še kakšno kilo, dve več, da ne bi več noter pasel, tako da pozor. Ostalo pa okolje, ki ga že precej dobro poznamo, z izjemo tele krasne bele kugle s tem menjalnikom je tak užitek upravljati, da ti ne znam povedati. Sklopka je obljubom trša, kot si navajen. Evo pa, da ti pokažem še merilnike in na kakšen način se, zdaj imam tle stokrat pritisniti, ok, da se vse skensla. Evo, poglej. Imam sicer eno zamero, ki je povezana z nastavitvami voznih programov, namreč tale mode ima en tak hecen način, da greš gor po eni taki lestvici, ne moreš pa tudi zdol. To je tako, kot pri potovalnih računalnikih starih Fiatov, moraš pa stokrat prestaviti, da prideš na okrog. Evo, tole so pa vozni programi, sprav Snow, Wet, Normal, pa My Mode, kjer si prilagodiš vse skupaj, pa Sport Plus, nad Sport Plus imamo pa še Racetrack Mode, pa Drag Strip, to vemo, kaj pomeni. Pri Drag Stripu je tako, da ti, ko gas pohodiš in si pripravljen na štart, ti motor ne dovoli nad 4500 vrtljajev. V tistem trenutku, ko ti spustiš sklopko, se potem tudi podvozje prilagodi, da ti omogoča optimalen uprijem. Se mi zdi, da ima takrat zadnja os, da je malo mehkejša, kot sprednja, pa pol tudi krmiljenje nastavljeno na sport, pa zvok je valjda glasnejši, ker imaš lahko malo tišji gal, pa ta motor je skozi glasen. A pa še ta detalj se mi zdi posrečen, torej napis Mach 1, predvsem pa številka šasije, v tem primeru 1222. Ostalo ti nimam pa kaj razlagati, stari. Mustang na volanu, pa veliko eno pod habo. Mimogrede, dajmo jo odpreti. Se meni da jasen, ne moramo testirati Mustanga brez da pokažemo motor. Evo je mašina. Mustang, že Mustang, sem palčko pa vse narab, ne, da ga ti po konc postaviš. Kam zdaj to dam jaz? Evo ga, mater care filter, torej tale 5.0 V8 v vsej svoji slavi. Stabilizator vemo, čemu služi, skrbi za dodatno togost vozila na splošno, predvsem v sprednjem delu, tudi tukaj gor napis Mach 1. Ne vem, če veš, ampak glaven gradnik tega V8 motorja je aluminij. V primerjavi z običajnim razvije 10 kojno več, to se pravi 460, kar v veliki sliki ne pomeni toliko vse tiste ostale prilagoditve, ki sem ti jih naštel prej. Od 0 do 100 je pa lahko malo počasnejši ali pa malo hitrejši, odvisen za to, za kjer menjalnik se odločiš. Če boš zbral avtomatko, pa mislim, da je ta prava številka 4,4. A imam prav? Če boš zbral pa ročnega, tako kot v tem avtomobilu, pa 4,8. Kater menjalnik bi jaz zbral, sem ti povedal, za te cajte od 0 do 100, pa kotr mal, ker sem mimogrede zgodil v dobrih 13 sekundah, zato je meni malo vseeno. Meni je pomemben feeling. Ti se mi zdi, da sem tako hitro govoril, pa tako veliko povedal, da smo kar naenkrat na konc. A imaš kakšno vprašanje še? Oglas se, vpraš me. Jaz bom zdaj še kakšno fotko za Instagram naredil, zato ker vidim, da je sonce glih te prav. To je to, folk, lepo se mejte. Ajde. Čau.